Spoštovani, na prizorišče prihajajo učne enote Centra za usposabljanje. Učna enota Murska Sobota. Učna enota Novo mesto. Prva učna enota Vipava. Druga učna enota Vipava. Učna enota Bohinjska Bela. Na prizorišče prihajata minister za obrambo
Magister Borut Sajovic in načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš. Še boste lahko delali enako, sem Na prizorišče prihaja poveljnik Centra za usposabljanje, podpolkovnik Primož Mlinar. Na prizorišče prihaja bojna zastava Centra za usposabljanje. Spoštovani, sledi himna Republike Slovenije. Spoštovani,
Danes proslavljamo uspešen zaključek temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja kandidatov za vojaka, vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka, vojakov pogodbene rezervne sestave in vojaških uslužbencev generacije marec 2025. Obenem pa imamo čast in priložnost biti priče, ko bodo izrekli svojo prisego domovini. Današnji slavljenci, ki bodo svečano prisegli, so z usposabljanjem začeli 3. marca 2025 v učni četi Vipava z učno enoto Bohinjska Bela in v učni četi Murska Sobota z učno enoto Novo mesto. Danes, po 13 tednih preizkušenj in dela, so uspešno zaključili vse 3 faze usposabljanja obeh sklopov po programu temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja. Dekleta in fantje, ki stojijo pred vami, so v center za usposabljanje prišli z željo postati vojak. Ob izdatni pomoči inštruktorjev so postali odgovorni pripadniki Slovenske vojske, ki jih ni strah vsakodnevnih naporov, ki jih prinaša vojaško življenje, zato smo lahko upravičeno ponosni nanje. Prosim poveljnika Centra za usposabljanje, podpolkovnika Primoža Mlinarja, da nam spregovori. Hvala za besedo. Spoštovani minister za obrambo, gospod magister Borut Sajovic, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš, spoštovani župan občine Vipava, gospod magister Anton Lovrenčič, spoštovani vsi pripadniki Slovenske vojske in drugi cenjeni gosti. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na slovesnosti, ki jo namenjamo vojakinjam in vojakom v današnjem postroju. Posebej pozdravljam tudi sorodnike, prijatelje in znance vojakinj in vojakov generacije marec 2025, ki ste nas danes počastili svojo prisotnostjo tukaj na glavnem trgu v Vipavi. Namen današnje slovesnosti je, da skupaj proslavimo uspešen zaključek temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja in izvedemo slovesno prisego, ki predstavlja zavezo pripadnosti in odgovornosti do naše domovine. Dovolite mi, da kot poveljnik Centra za usposabljanje spregovorim nekaj uvodnih besed. Tradicija usposabljanja vojakinj in vojakov v vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi sega v leto 2003, ko so pod okriljem takratnega Centra za usposabljanje v podobni poti kot današnji slavljenci hodili prvi profesionalni pripadniki Slovenske vojske. Center je v vseh letih doživel več sprememb. Zadnja pomembnejša je bila v letu 2021, ko je stopil v veljavo koncept enotnega usposabljanja za vstop v Slovensko vojsko. In to poslanstvo v Vipavi s ponosom izvršujemo še danes. Ključen dogodek v okviru vojaškega usposabljanja je izrek slovesne prisege, ki posameznika v uniformi zaveže k izpolnjevanju dolžnosti tudi v najtežjih razmerah. In pomen vojaške prisege se izraža v zavezi domovini, spoštovanju zakonov in pravil vojaške organizacije, izraženju odgovornosti, časti in predanosti, ter ne nazadnje prisega izraža moralno obvezo in simbol pripadnosti. Vse našteto ima ogromno težo, katero mora vojak znati prevzeti nase ob zavedanju, da uniforma zahteva integriteto vojaškemu načinu življenja. Vojakinje in vojaki, z današnjim dnem ste pridobili tudi prvo vojaško evidenčno dolžnost. Program TVSU opredeljuje, da ste s tem dosegli temeljna znanja in usposobljenost ter specifična znanja rodov, ki so pogoj za poklicno delo v Slovenski vojski ali opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi. Iskreno vam čestitamo ob uspešnem zaključku usposabljanja. Lahko smo ponosni na naše skupne uspehe in dosežke. V Slovenski vojski pozdravljamo tiste, ki boste nadaljevali vojaško pot v poklicni ali prostovoljni pogodbeni rezervni sestavi. Prostovoljke in prostovoljci, ki pa nas danes zapuščate. Želimo, da uresničite zadane cilje v osebnem življenju. Hkrati vam sporočamo, da lahko vedno računate na to, da vas bomo z veseljem sprejeli v svoje vrste, če se boste za to naknadno odločili. Ne pozabite na izkušnjo, ki ste jo tukaj doživeli. Obenem upamo,
da ponesete dobro besedo o delu Slovenski vojski med vaše sovrstnike. Vsekakor ne more mimo dejstva, da izrečem zahvala vam, spoštovani obiskovalci, ki svojo prisotnostjo dokazujete, da podpirate današnje slavljence pri njihovih odločitvah. Verjamem, da jim je vaša podpora in zaupanje vsakodnevno dala potrebno dodatno moč in vzpodbujala pozitivno motivacijo tudi v najbolj stresnih trenutkih. S ponosom pa želim izpostaviti tudi strokoven pristop vodstva Centra za usposabljanje in izvajalcev usposabljanja, ki predstavljajo ključen element pri prenosu vojaških znanj in veščin na bodoče vojake. Njihova naloga je vse prej kot enostavna. Sposobnost enakovrednega pristopa pri vodenju skupine, ki vključuje kandidate različnih starosti, različnih predznanj, drugačnih sposobnosti pri odzivanju na stresne situacije in nenazadnje različnih psihofizičnih sposobnosti, je ključna vrlina in odraža pravi pomen inštruktorja. Vsaka generacija kandidatov predstavlja nove izzive in številne prepreke, s katerimi se je potrebno soočiti. Pripadniki Centra za usposabljanje se tega zelo dobro zavedamo. Naj ob koncu izpostavim še izredno zadovoljstvo, da pripadniki vojašnice v Vipavi v imenu Slovenske vojske gojimo in vzdržujemo odlične odnose z občino Vipava. Z veseljem smo se odzvali povabilu gospoda župana, da današnjo prisego izvedemo na tem nedavno prenovljenem trgu, tukaj v centru Vipave. Verjetno se strinjamo, da je kulisa za ta dogodek več kot primerna. Vojakinje in vojaki, ko boste danes zaklicali prisego, naj vaši občutki dosežejo tudi vse nas ostale in v nas mnogih prisotnih obudijo občutke, ki smo jih doživeli leta nazaj. Postali boste del velike skupine tistih, ki smo obljubo že izrekli. Dobrodošli med nami. Dovolite mi, da vam vsem prisotnim zaželim prijeten preostanek dneva in pozitiven pogled na prihodnost. In nikoli ne pozabimo za Slovenijo. Hvala lepa, podpolkovnik Mlinar, za vaše besede. Orkester Slovenske vojske ima dolgo vojaško tradicijo počastitve slovesnih priseg. Zato bomo tudi danes prisluhnili trobilnemu kvintetu v izvedbi koračnice pod slovenskim praporom. Prosim.
Hvala lepa zasedbi orkestra Slovenske vojske. Besedo predajam današnjemu slavnostnemu govorniku, ministru za obrambo, magistru Borutu Sajovicu. Prosim. Prijazen dober dan Vipava, dober dan Primorska, dober dan Slovenija. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ki je trosil od vzhoda proti zahodu. Šel je čez silne pokrajine, pa se ni ozrl nanje. Neme in puste leže tam in strme proti nebu s svojimi slepimi očmi. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote. Razsujo je na vse 4 strani neba, od Štajerskih goric do strme tržaške obale, od Triglava pa do Gorjancev. In je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Njih jezik bo pesem in njih pesem bo vriskane. Zatorej pozdravljena Slovenija, pozdravljena Vipava. To misel je že dolgo nazaj napisal naš Ivan Cankar v Kurentu, drži pa kot pribito tudi še danes. Zaradi vas, spoštovane pripadnice, pripadniki, zaradi vas, ker je danes vas praznik, ker se od številnih, ki so vstopili v ta sistem, v to usposabljanje, prav vi nahajate danes tukaj na tem prelepem trgu Vipave. Zakaj? Zato, ker ste zdržali, ker ste znali, ker ste uspeli in zmogli. In kaj je lepo? Lepo je bilo, kako ste pozdravili domovino, kako ste zapeli ob himni in ker praznujemo in se veselimo skupaj. Tisti v uniformi in tisti v civilu, ki ste nas prišli odpret iz Vipave ali pa od kje drugje. Kaj to sporoča? Da smo ljudska vojska, da delamo in držimo skupaj in to je najbolj pomembno. Dajmo za vse skupaj drugemu aplavz. Bravo! Izkoriščam priliko, da izrečem zahvalo vašim staršem, vašim družinam, vam, poveljniku, podpolkovniku Mlinarju, načelniku generalštaba, ki je s sodelavci sem prekolesaril iz Ilirske Bistrice, kljub temu, da je sil, ni za staro šalo, šefu poveljstva za doktrino in pa izobraževanje, brigadirju Bašu, poveljniku sil Slovenske vojske, Boštjanu Močniku. Lepo je biti tle. Zakaj? Ker z nami je tudi župan domače občine in številni drugi. Slovenska vojska je v dobri kondiciji. Za obrambo domovine smo pripravljeni postoriti marsikaj, razumeti pa morate, da za to rabimo opremo, dobre pogoje za delo, za napredovanje. Vaša pot je šele na prvi stopnici. Če boste nadaljevali kariero v Slovenski vojski, se boste naučili jezikov, usposobili ne samo za vojaške, tudi za druge poklice. Naša vrata za vojaško in pa tudi za civilno ali pa dvonamensko uporabo ali pa obrambo so odprta vsem tehnikom, elektronikom, inženirjem, zdravnikom, medicinskim sestram, računalničarjem, tako pridemo tudi do vojakov, do pilotov in še česa. In zato, da boste lahko napredovali, sem zadovoljen, da so se popravile plače v javnem sektorju,
da so številne vojašnice že v boljši kondiciji, lepše opremljene, da imate dobre pogoje za delo in življenje in da se zavedamo nekaj. Nekdo, ki varuje domovino, potrebuje najboljšo opremo in tehniko, kot jo je ta trenutek sedaj in sposobno dobiti na svetu. Mi ne kupujemo ne Patrij, ne zaščitne opreme, ne oborožitve za NATO. Mi jo kupujemo zato, da bomo branili vseh 212 slovenskih občin. In naš pripadnic in pripadnika si zasluži, da je mobilna in pa odlično opremljena, usposobljena, oborožena in pa tako, kot ste vi dokazali, izjemno visoko motivirani. Kje smo? V Vipavi, na Primorskem. To so bile za našo domovino vedno dragoceni in pomembni kraji. Zgodovinska že bitka pri Mrzli reki, potem tu. Poglejte okrog do zastave gorle na gradu. Tu je živel uporen duh tigrovcev in tu ste doma naslednice, potomke in vnuki upornega duha narodnega heroja Janka Premrla Vojka. Da ne dolgovezim, za konec same na misel enega od vaših rojakov, Iga Grudna iz Nabrežine pri Trstu. Naj kdorkoli, kdaj vas vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi, zemlja ta je naša, tvoji dedi spijo v njej, za njo bori se naprej. Zato še enkrat hvala lepa, čestitka vsem, od prvega do zadnjega in pa danes praznujete vi, danes praznuje domovina. Spoštovane in spoštovane, v službi koga smo, za koga gre? Za Slovenijo! Hvala lepa, Slovenija je ponosna na vas. Gospod minister, hvala lepa. Ponovno nam bo zaigral trobilni kvintet orkestra Slovenske vojske. Prisluhnimo izvedbi skladbe Pozdravljena Slovenija. Hvala lepa orkestru Slovenske vojske. Spoštovani, pričenjamo slovesno prisego. Vojaška slovesna prisega je dejanje slehernega pripadnika, ki obleče vojaško uniformo.
Z njo izraža svojo zvestobo in zavezanost domovini. Poštenje in čast sta temelja vojaštva. Vojaki svoje besede ne prelomimo. Prisega domovini je med vsemi prisegami najbolj sveta. Slovenska prisega, da bo branil samostojnost, neodvisnost, svobodo in ozemeljsko celovitost svoje domovine Republike Slovenije, ter da bo resno in odgovorno izvrševal svoje dolžnosti pri njeni obrambi. Vojakinje in vojaki, potrdite svojo voljo z besedo prisega! Prisega! Do, na mestu, od, na mestu, prosto! Zdaj pa je trenutek, ko goste in sorodnike vabimo, da stopite naprej in med podpisovanjem slikate svoje bližnje. Vojak, Matej, Renat! Da. Vojak, Luka Viktor Vukaš! Da. Da. Vojak, Luka, Veselce! Da. Vojak, Franc, Žolta! Da. Vojak, Dejan, Grehtaj! Da. Vojak, Žiga, Hoj! Da. Vojak, Sebastian Černela! Da. Vojak, Hoj, Kražnikar! Da. Vojakinjam in vojakom čestitamo ob slovesni prisegi in za uspešen zaključek temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja.
Med usposabljanjem ste se nekateri še posebej izkazali. Na novo mesto, mirno! Učtivot Murska Sobota, mirno! Med usposabljanjem ste se nekateri še posebej izkazali z motivacijo, prizadevnostjo, tovarištvom, znanjem in zgledom. Za dosežen najboljši učni uspeh v svoji enoti priznanja prejmejo. V prvi učni enoti učne čete Vipava vojak Nik Kegel, v drugi učni četi enote čete Vipava vojak Filip Klarica, v učni enoti Bohinjska Bela vojak Frenk Lipovec, v učni enoti Murska Sobota vojak Žiga Sojč, v učni enoti Novo mesto vojak Leon Pavlinič. Prosim poveljnika Centra za usposabljanje podpolkovnika Primoža Mlinarja, da najboljšim v učnih enotah podeli priznanje za dosežen uspeh. Dobitnikom priznanj iskrene čestitke. Spoštovani, sledi himna Slovenske vojske. Zapisać
prizorišča odhaja bojna zastava Centra za usposabljanje. Spoštovani, v spremstvu poveljnika Centra za usposabljanje, podpolkovnika Primoža Mlinarja, s prizorišča odhajajo minister za obrambo, magister Borut Sajovic, načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš in ostali visoki gostje. Spoštovani, s tem je današnja slovesnost zaključena. Hvala vsem prisotnim za udeležbo na slovesnosti, želimo vam srečno pot domov. Narodna muška solka, 14:05, zdaj podvojene. Prosto. Prosto. Suka. Hvala.